Drugi delovni teden v pripravah se je začel s selitvijo v tradicionalno bazo v Moravskih Toplicah. Moštvo bo v Prekmurju, kjer ima vse potrebno, bivalo tokrat dlje kot v preteklih letih in sicer do 29. januarja. Ritem se bo v primerjavi s prvim tednom še stopnjeval. Velika je sreća da u ovakvim uvjetima kad je dosta hladno i kad je sve okolo smrznuto imamo ovako dobre grijane terene, to je nama osnovni preduvjet za jedan kvalitetan rad. Sad smo ušli u jednu sljedeću fazu, napravili smo jednu dobru bazu u Mariboru, kod kuće doma. Sada ćemo tu napraviti jedan iskorak naprijed, već sada dolaze i utakmice, radit ćemo neke taktičke stvari. Naravno da fizička komponenta kondicijska neće biti zapostavljena, idemo sa jednim nivoom više, ubacit ćemo sada tu dosta rada sa loptom, malo ćemo adaptirati ove igrače koji su došli, tako da normalno nastavljamo sa svojim radom. Na avtobus je v Ljudskem vrtu stopilo 28 nogometašev, med njimi ni Džilija, ki nadaljuje s terapijami, Vujčiča, ki se je preselil k drugoligašu Zarici, ter Mejača, Živka in Moravca, ki bodo trenirali z B ekipo. Klub je dokončno zapustil tudi Volaš, ki bo igral v Maleziji. Kruno Jurčič je priključil 3 obetavne fante z nogometne šole. Ob že prej omenjenem Celarju sta v Moravskih Toplicah še Hodžić in vratar Irgolič. Drugi teden priprav ob stopnjevanju treningov pomeni tudi začetek testnih tekem. V tem tednu čakata moštvo 2 preizkušnji. Prvi nasprotnik bo v sredo madžarski drugoligaš ZTE, ki se bori za preboj v prvo ligo, v soboto pa še hrvaški prvoligaš Zagreb. Razbijanje treningov z mestnimi tekmami je dobrodošlo tudi za nogometaše. Nadaljujemo z zgoščenim ritmom. Treningi in tudi že tekme se bodo začele med treningi, tako da bo še bolj pestro in še bolj nogometno vse skupaj. Ampak se pravim, najbolj je pomembno, da se čim bolj pripravimo, da smo čim bolj fizično pripravljeni, ter da pridemo na takšno raven, katero se želimo biti, ter da smo zopet dobri. Prenos pripravljalnih tekem, tudi tokrat, kot je to že stalna praksa, na www.nkamaribor.com.